Predelave vozil na plin so bile, vsaj pri nas, v veliki večini rezervirane za velika vozila z velikimi motorji. V zadnjem času pa se trend spreminja. Predelujejo tudi takšne, kot je Verso S z majhnim 1,33-litrskim motorjem. Vgrajen ima plinski sistem Prince VSI2, ki je najnovejša generacija in plod dolgoletnih izkušenj. Na zunaj izgleda Toyota popolnoma enako, seveda, če spregledamo nalepke, ki razkrivajo, da je bil ta avtomobil na reliju v Monte Carlu. Namesto rezervnega kolesa je sedaj plinski rezervoar, medtem ko je kit nadomestil tisto rezervno kolo. Prtljažnik je izgubil nekaj litrov in dvojno dno, to pa je to. Najbolj opazna sprememba je tale gumb, ki služi za preklop na plin in obveščanje o stanju plinskega sistema. Sedaj si lahko nastavite barvo osvetlitve, da bo skladna z armaturko, polnjenje s plinom pa je zraven tistega za bencin in ne potrebujete več posebnih nastavkov, ampak priklopite kar na tistega, ki je notri. Med samo vožnjo ni čutiti praktično nobenih razlik v delovanju enega ali drugega goriva, izguba moči je neopazna. Sistem po že 1 ali 2 kilometrih vožnje sam preklopi na plin, edini znak, da je to storil, je lučka na prikazovalniku in pa to, da malo cukne. Pa je zadevo smiselno vgraditi v avtomobile s takšnimi motorji? Zaradi ekologije vsekakor. Vozile na plin spustijo v zrače manj emisij kot pri uporabi bencina, glede stroškov pa je tako. Verso S je porabil približno 7 litrov plina na prevoženih 100 km, kar ob ceni slabih 80 centov za liter pomeni strošek nekaj manj kot 6 evrov. Pri uporabi bencina pa bi ta znašal več kot 10 evrov, torej se splača. Ampak pri tej Toyoti je na voljo samo bencinski motor in takšna nadgradnja stane približno 1500 evrov. Če je v ponudbi vašega modela tudi dizelski motor, pa razlike niso več tako velike in je potreben zelo natančen izračun. Je pa res, in tudi to je za marsikoga zelo pomembno, kaj raje poslušate, ropotanje dizla ali prijetno brundanje bencinskega motorja.